Za začetek si na hitro oglejmo, kako je sestavljena električna kitara. Ogrodjem je iz 3 delov, iz glave, vratu in trupa. Na trupu je pritrjen del, ki mu pravimo most. Nanj so pritrjene kovinske strune, ki se raztezajo preko vratu do glave. Pod strunami se med mostom in vratom nahajajo tudi magneti. Njihova naloga je pretvarjanje vibracij strun v električni signal. Poleg tega je na kitari še nekaj komponent, ki niso ključni za njeno delovanje. Stikala za preklapljanje med magneti, potenciometri za glasnost in tako dalje. A to še ni dovolj za rock'n'roll. Električna kitara mora biti povezana v ojačevalec, saj je še tako močno udarjanje po strunah komaj slišno. Ko kitarist udari po struni, ta začne vibrirati. Magneti te vibracije zaznajo in jih pretvorijo v zelo šibek električni signal. Ta nato po kablu potuje do ojačevalca, kjer se ojača in obdela. Tako iz ojačevalca dobimo zvok kitar. Poglejmo si podrobneje, kaj se dogaja pri kitarskih magnetih. A da bi lahko razumeli njihovo delovanje, moramo najprej poznati zgradbo trajnih magnetov. V splošnem je magnet objekt, ki proizvaja magnetno polje. Magnetno polje pa je lastnost prostora, da deluje na gibajoče električne delce z magnetno silo. Torej, predstavljamo si nek električni delec, ki v ravni liniji potuje po zraku. Ko bo prišel v območje, kjer je prisotno magnetno polje, se bo njegova smer potovanja uklonila. Vsak magnet ima severni pol in južni pol. Magnetno polje prikazujemo s silnicami, ki potekajo ob magnetu od severnega proti južnemu polu. A te silnice, tako kot magnetno polje, nimajo svojega izvora in ponora, zato si lahko predstavljamo, da tečejo tudi po notranjosti magneta od juga k severu. V naslednjem poskusu bomo s kompasom oziroma na magneteno iglo dokazali polariteto magneta. Vidimo, da ima magnet na levi strani svoj severni pol, na desni pa južni pol. Moč magnetnega polja je odvisna od gostote silnic. Zato jakosti magnetnega polja formalno pravimo gostota magnetnega polja. Označujemo jo z veliko črko B, računamo pa v enoti Tesla. Torej, tam, kjer bojo silnice najgostejše, bo gostota magnetnega polja ali jakost magnetnega polja največja. Lastnost, ki izraža prevodnost magnetnega polja, se imenuje permeabilnost. Vsaka snov oziroma material ima neko permeabilnost. Označujemo jo z grško črko mi, enota zanjo pa je Henry na meter oziroma Newton na kvadratni amper. V praksi permeabilnost snovi izražamo relativno na permeabilnost vakuma. Ta je hkrati magnetna konstanta, označena z mi nič. Bolj kot je material permeabilen, večji je vpliv magnetnega polja nanj. Poglejmo, kako se permeabilnost izraža v praksi. Imamo nekaj predmetov, ki so iz snovi z visoko permeabilnostjo. Vidimo, da je vpliv magnetnega polja na predmete res velik, saj jih je magnet privlekel nase. Tokrat pa vzemimo predmet z nizko permeabilnostjo. Vidimo, da se ne glede na razdaljo, predmet na magnetno polje na videz ne odziva. Permanentni magneti so sestavljeni iz feromagnetnih snovi. To so edine snovi, ki lahko ohranjajo namagnetenost. Poznamo še paramagnetne snovi in diamagnetne snovi. Paramagnetne so namagnetene samo, ko so pod vplivom zunanjega magnetnega polja. Diamagnetne pa imajo relativno permeabilnost manjšo od 1, torej nasprotujejo zunanjemu magnetnemu polju. Pri električnih kitarah se najpogosteje pojavljajo alnikomagneti. To je zlitina aluminija, niklja, kobalta in železa. Nikelj, kobalt in železo so feromagnetni materiali z visoko permeabilnostjo. Kitarski magneti se pojavljajo v 2 oblikah. Najpogosteje gre za 6 magnetov valjaste oblike, kjer vsak leži pod svojo struno. Pri cenejših magnetih pa imamo en ploščat magnet, na katerega je pritrjenih 6 valjčkov, ki služijo kot podaljški oziroma usmerjevalniki magnetnega polja. Ti so iz kovine z visoko permeabilnostjo, njihova naloga pa je preusmerjanje magnetnega polja bliže k strunam. Preverimo še polariteto kitarskega magneta. Vidimo, da je na dnu južni pol, na vrhu pa severni.
Zgradba magneta je dokaj preprosta. Pod plastičnim ohišjem se namreč poleg magnetov skriva le še tuljava. Uporablja se zelo tanko žico, ki je debela približno 1/10 milimetra. To je tanjše od človeškega lasu. Tuljave pa imajo od 4 do 10 tisoč navojev. Teoretično bi že morali vedeti, da lahko z magnetom in tuljavo ustvarimo električno napetost. A vseeno ponovimo, kako ta pojav indukcija deluje. Faradajev zakon pravi, da je inducirana napetost v tuljavi enaka negativnemu kvocientu spremembe magnetnega pretoka v časovnem intervalu pomnoženo številom navojev tuljave. Magnetni pretok ali fluks pa je gostota magnetnega polja skalarno s površino. Označujemo ga z grško črko Φ. Spomnimo se poskusa, kjer smo s približevanjem magneta tuljavi inducirali električno napetost. Imamo tuljavo z nekaj 100 navoji, povezano v multimeter, s katerim odčitavamo inducirano napetost. Multimeter nastavimo na najobčutljivejše območje enosmerne napetosti. V začetku na tuljavo ne deluje nobeno magnetno polje, zato tudi naš multimeter ne zazna nobene inducirane napetosti. To se spremeni takoj, ko magnet približamo tuljavi. A ne pozabimo, da za indukcijo ni dovolj zgolj prisotnost magnetnega polja, temveč njegova sprememba. To lahko dokažemo tako, da magnet položimo v tuljavo in ga čez nekaj trenutkov sunkovito odmaknemo. Zelo podobna stvar se dogaja pri kitari. Imamo torej tuljavo povezano s senzorjem, ki spremlja inducirano napetost. Pri našem eksperimentu je bil ta senzor multimeter, pri kitari pa si lahko predstavljamo, da je senzor ojačevalec. Tako pri poskusu kot pri kitarskih magnetih je v začetku v tuljavi neko magnetno polje. Tega povzroča magnet, okoli katerega je navita tuljava. Čim ta magnet premaknemo, se v njej inducira napetost. Verjetno ste že opazili, da v našem primeru napetosti ne bomo inducirali s premikanjem magneta, okoli katerega je navita tuljava. Ta je namreč fiksen. Prav tako se pri kitari napetosti ne inducira s trajnim magnetom, a vseeno probamo, če deluje. Pri premikanju magneta se inducira napetost, kar slišimo kot šum, ki prihaja iz ojačevalca. Preden si ogledamo celotno sliko, na hitro povemo še besedo o strunah. Kot sem že omenil, so kovinske strune napete med mostom in glavo. Privlečene so s feromagnetnimi materiali z visoko permeabilnostjo. In kot sem že omenil, to pomeni, da dobro prevajajo magnetno polje in se lahko tudi same namagnetijo pod njegovim vplivom. S počasnim posnetkom si oglejmo, kakšna je njihova postavitev glede na magnete. Prepričajmo se, da se z vibriranjem res približujejo in oddaljujejo magnetom. Manjka nam le še en košček sestavljanke. Povedali smo, da so kitarski magneti sestavljeni iz magnetov in tuljave ovite okoli njih. Zvok dobimo z električno indukcijo. Kaj je torej tisti magnet, ki se približa in oddaljuje od tuljave? To so same strune. Ker so jih feromagnetnih materialov, se pod vplivom magneta tudi same namagnetijo. Če smo rekli, da je na vrhu magneta severni pol, bo na spodnjem koščku strune južni pol. S tem, ko zavibrira, pa spreminja magnetno polje v tuljavi. Tako magneti delujejo kot senzor, ki prevaja frekvenco in amplitudo nihanja strun v električni signal.